Danes smo se v studiu družine zbrali 4 uredniki naše družine, ena aktualna, pa 3, ki smo to počeli predhodno. Naša družina je priloga tednika Družina vse od leta 1981, ko je prilogo začel urejati pater Vinko Škafar. Pa mogoče vprašanje ali pa tako razmišljanje za vsakega od nas v današnjem klepetu, kako ste pristopili k naši družini, pa najprej vprašajmo Ano, ki je prišla prva. Ja, zadnja, pardon. Zadnja. Ja, prva bi težko, ker me takrat niti še ni bilo. No. Tako da, jaz sem našo družino začela urejati zdaj s septembrom 2022, ko je štafeto predala Mojca Purgar. Imela sem v bistvu prav en tak lep uvod v to, da sem prevzela urejanje naše družine, ko sva šli skupaj na svetovno srečanje družin v Vatikan, ki je bilo junija. Tam sva se že tudi malo pripravljali na to, Mojca me je vsem informirala. Da sem pa prevzela našo družino, je bila pa v bistvu pobuda strani znotraj uredništva, ker je Mojca prešla na uredništvo spletne družine in se je potem mesto spraznilo in sem takrat jaz potem prišla in začela urejati. Sem pa tudi že prej v bistvu sodelovala pri snovanju vsebin, pisala članke in tako naprej, tako da je že nekaj časa dlje bilo tudi moje sodelovanje pri naši družini. Se pravi, neka dosti naravna povezava, ne? Ja, pa tudi se mi zdi Ana zelo primerna za urednico, tudi zaradi tega, ker ima sama tudi 3 majhne otroke in se mi zdi, da takrat, ko si ti sam v tej godli starševstva oziroma pač v radostih, ki so včasih tudi zelo naporne, da tudi drugače doživljaš to družinsko življenje, v katerem naša družina piše. Si bolj se zavedaš vprašanj, s katerimi se tudi drugi starši srečujejo, zato ker si ti sam v bistvu del te skupnosti staršev majhnih pa odraščajočih otrok in se mi zdi, da je meni recimo zdaj to zelo pomagalo. Predvsem se mi zdi, da je bila to največja lekcija v bistvu to, da kadar sem jaz pisala kakšne uvodnike, da nikoli nisem poskušala delati. To ne smete delati ali pa tako je treba, zato ker pač so se mi doma sesuvale karte, z vzgojo je pač skozi z otroki je križ, rečejo Slovenci, ampak se mi zdi, da pač vsak starš vidi, da ima svoje omejitve in da lahko imaš sicer nek visok ideal, ki se ga trudiš doseči, ampak včasih ti uspe, velikokrat ti pa tudi ne. In se mi zdi, da je ta drža starša, kadar je v poziciji urednika neke revije za družine, da je v bistvu to zelo dragoceno, no? Da imaš ti svojo izkušnjo, da drugim ne daješ slabe vesti v smislu, koliko je enim fajn ali pa koliko nekateri pa znajo, vi pa ne. Tako da se mi zdi, da je ta izkušnja starševstva najbolj dragocena. Recimo, ko jaz pa te izkušnje prvič, ko sem urejala našo družino, takrat, ko sem tebe, Barbara, nadomeščala na porodniški 2007 pri tvoji drugi punčki, je pa nisem imela, in mi v bistvu zdaj, ko razmišljam za nazaj, si sama rečem, kaj sem se jaz to šla, kaj sem se spustila, ampak takrat je kar nekako šlo, ne vem. Je pa res, da sem imela še patra Vinkota Škafarja za sabo, ki mi je potem vse prebral in pregledal, čeprav tudi on nima izkušnje družine, ampak je pa dolgo spremljal družinsko pastoralo in sem se lahko zanesla na to, da kakšnega hudega kiksa ne bom naredila. Tako da ja. Tvoje drugo urejanje je bilo pa potem katerega leta, Mojca? Potem sem pa prevzela 2018 konc leta, 2019 sem pa speljala oziroma sem pomagala speljati ta prehod iz mesečnika v tednika. Tako da, ne vem, pred mano si bil pa ti, Karlo, Tako je, ja. Tistih zanimivih časih, To, ko si prej dejala, to zanimivo družinsko življenje, se mi zdi, da se odražalo tudi v naši družini, Ker nenehno smo imeli to pred sabo, da ne idealiziramo zadev, ampak da pišemo o vseh stvareh, s poudarkom na tistem, da je vendarle bilo več veselja, v družini, več radosti, tisti pozitivni stvari, kot pa tisti težki, s katerimi smo se pač lotevali preko raznih svetovanj takrat že, Mislim, da je bil takrat ta čas tega našega drnikovanja, vsaj mojega,
ko so se tako na večji korak, na večji način prišle v Slovenijo tudi razne nove znanosti z področja svetovanja, ne. Tu je na Teološki fakulteti tako začel profesor Gostečnik s tem in smo potem tudi na ta način spremljali preko člankov, preko sodelovanja v naši družini tudi te teme, ne, in jih zasledovali. Kako je pa na tebe vplivalo? Ti imaš 5 otrok. Koliko si kaj te svoje izkušnje očetovstva vključeval? Tako kot si rekla, ne. Včasih je veliko veselja, veliko dobrega, veliko pa tudi včasih kakšne težave, ki se potem vidiš, da pa vendarle vse ni tako, rožnato. To je pač treba. Učil sem se, kako stvari na čim bolj miren način, pa na čim bolj nek taken reševati na način, da pač ni prišlo do preveč hude krvi, no, tako bom rekel, ne. Da se da stvari speljati tudi na tak miren pa dostojen način, ne, da niso ani niti drugi prizadeti pri tem, ne. Ti si bila vmes Barbara, ne? Ja, zdaj, če pomislim, no, jaz sem dobila ta velik paket od patra Vinkota. Ampak si ti že imela takrat otroke, ko si dobila? Ne, ko sem jaz začela 2001 urejati našo družino, sem bila še tako angažirana mlada novinarka, brez družine, brez otrok. In je bilo res zanimivo obdobje, recimo v tem času do 2011, ko sem jaz bila na naši družini, se pravi dobrih 11 letih, sem tudi bila na 4 porodniškah pol kar naprej. In tudi moj pristop se je glede na to zelo spreminjal. Začela sem bolj sociološko, družbeno angažirano s temami, kot so brezposelnosti, interesi mladih. Bile so takrat tudi velike referendumske teme, naprimer oplojevanje z biomedicinsko pomočjo in podobne. Ampak potem, ko so se mi pa začeli rojevati otroci oziroma hčere, ne, so se pa tudi moj pristop k urejanju se je spremenil, se je nekako zmehčal. Jaz sem prav videla razliko. Naprimer, prej so se mi zdeli članki, pogovori s samimi družinami, ki jih je pater Vinko priskrbel, so se mi zdeli malo preveč po domače, no, so se mi zdeli malo premalo to tako skladno s novinarskimi profesionalnimi standardi. Pa sem pa videla, koliko je v teh intervjujih, ki jih z družinami, koliko je noter enega življenja, ki ga nikjer drugje ne vidiš v nobenem drugem mediju takrat. In da je to prava dragocenost te naše družine. Pa 2008 se spomnim, 2009 pa se spomnim, da se je začel že družinski zakonik, pa hkrati v tem obdobju so se veliko novih realnosti porodili. Naprimer, pojavila sta se na sceni Dani pa Vilma, se spomnim čisto v enem takem majhnem kvadratku, da bosta imela v Bohinju seminar dr. Vilma in Dani Siter. Sem rekla, to pa nekaj novega, to pa gremo pogledat, ne. In potem kakšna zgodba je iz tega nastala. Tudi družinska pobuda Tomaža Meršeta je bila nekaj čist novega, ali pa Iskreni so takrat začeli. Ja, družinski inštitut je glihkar porajal, tako da veliko novih playerjev se je v tem obdobju pojavilo, oziroma akterjev družinske pastorale se je pojavilo in temu smo sledili, to je bogatilo naše strani. Se spomnite? Koliko je pa zdaj sploh teh novih? Sodelavce imaš, ne? Vilma piše? Vilma še vedno piše. Saj ravno to je zanimivo, ko sem šla prejle malo po arhivu brskati te starejše številke naše družine in potem, ko vidiš imena, ki so se takrat začela rojevati, da so zdaj še vedno prisotna. Recimo Vilma zdaj piše kolumne še vedno, Andreja Poljanec je tudi takrat pisala, zdaj še vedno piše v svetovalnici. Potem sem zasledila ime Darje Schneeberger, ki danes ureja Božje okolje, takrat je pisala intervjuje z družinami. Tako je prav zanimivo iti skozi arhiv, ko vidiš, katere teme so se takrat pojavljale in pa katera imena, ne, so se takrat začela rojevati in so še danes prisotna pravzaprav na tem področju. No, Luka Mavrič recimo je zdaj v uradu za družino, predhodnik urada za družino je bila Betanja, družinska svetovalnica, to je ustanovil pater Miha Žužek.
Ki je tudi pisal že v prvi številki Ja, naše tako. družine. Ja. In tudi Luka Mavriča smo kot družino predstavili v naši družini. Tako, ja. Tako da. Tako organsko se mi zdi, da se stvari sestavljajo, ne, in povezujejo in rastejo. Ne. Tako kot familija. Ne. Dobesedno, ne? Ja, V bistvu, naša da- družina je vedno imela ta Ja, cilj, tako da je. so to realnost, ki se v nekem katoliškem okolju pokaže, da je v bistvu takoj zasledi in da ji da neko možnost rasti tudi na koncu. Ne? Sej veliko ljudi se je ob prebiranju naše družine za kakšne duhovne vaje prijavili, veliko ljudi je šlo res je, naprej to z nekimi nasveti. So bili ne. taki odzivi, ne, da je marsikdo je povedal, ne, tudi Vilma in Dani sta rekli, da pa so prišli k njima ljudje takrat, ko so zvedeli v naši družini, da se stvari dogajajo, da imajo duhovne vaje, da imajo srečanje. Ne. Ja, se mi zdi, da je To tudi si- to, ne, to, da naši družini res ljudje zaupajo, bralci verjamejo, da tisto, kar je v družini, da tisto je, a ne, da so dobre duhovne vaje. In tako se mi zdi, da je ta kredibilnost pa relevantnost, da je zelo pomemben del. Tisto, kar sem pa jaz recimo večkrat slišala, očitek kot urednica, je bilo pa mogoče to, da imamo samo velike družine, da predstavljamo. In sem se jaz potem včasih res zavestno sem se trudila, da sem našla kakšne manjše družine, pa vidiš, da tiste res take ta prave katoliške družine, da je hitro pri 4 otrocih in več, a ne, Ja, manjša. da jih hitro pač pomisliš na kakšne take. Ali pa tako, no ja, to, da je mogoče vse tako idealno, pa v resnici iz življenja vemo, da nikjer ni nič idealno. Ni, ne, se potem smo začeli tudi pisati o težavah z neplodnostjo, ne, pa smo imeli tudi kakšne zakonce, ki so bili brez otrok, tako da mislim, da smo kar široko se vzeli, ne, tudi ta področje. Tudi ločene, Ne, pa ne tako je. zvestobo. Ja. V bistvu smo se kar dotaknili takih tem, Tem, ki so bile tako malo mejno sprejemljive. Ne? ampak realne, ne. Ja, se Pa to realne. Slišiš, ko življenjske, ne. recimo, je tudi slišiš, Ja. ko greš k družini na obisk, pa rečejo, zakaj pa mi, a ne, saj mi pa nismo, smo mi toliko popolni, a ne. Pa v bistvu moraš vedno povedati, da popolnih družin pravzaprav ni, a ne, da vsak je na neke vrste, po svoje je popolna družina, taka kot je, ampak vsak ima svoje šibkosti, vsi smo krvavi pod kožo in ampak tako je zanimivo, no, kot ti reče, mi pa nismo popolni, mi pa nismo za v mediji, a ne. Ampak meni se zdi, da je ravno to čar tudi novinarstva, da znaš pristopiti k navadnim povprečnim ljudem in tudi iz njih izvrtati tisto, kar je na njih unikatnega, posebnega, edinstvenega in narediti zanimivo zgodbo, ne. Se mi zdi, da je pa to res ena specifika naše družine v slovenskem okolju, da smo prav iz teh navadnih zgodb, kot ti praviš, ne, naredili lepe zgodbe, v bistvu velike zgodbe. Ne vem, par, ki vzgaja enega prizadetega otroka in teh primerov smo imeli kar nekaj. In katere dileme to prinese za sabo, in katere napore, in katere radosti. To se mi zdi, da smo znali to veselje življenja kar približati tako s konkretnimi primeri. Ja, pa tudi, da nikoli ne izpustimo tega te verske dimenzije iz zgodbe. Ne vidimo na teh konkretnih ljudeh, ki imajo konkretne preizkušnje, kako jim uspe z Božjo pomočjo res narediti nekaj lepega iz svojega življenja. No. Sem ravno to hotel poudariti, ja. To našo versko razsežnost, ne. Ker pri vsaki zgodbi, ne, vidiš potem kot novinar, ne, greš tja na koncu, ne, kako je vendarle lažje, če je človek vere, ne. Kako z vero bistveno lažje gre skozi življenje, ne. To ne pomeni, da pač mi iščemo bolj ali manj verne družine, krščanske družine, da pa tiste družine, ki niso verne, ne morejo živeti res kakovostnega življenja, ne. Sploh ne drži, ne. Ampak tu potem pa vidiš v teh raznih primerih, koliko je lažje, ne, če imaš s sabo Kristusa, ne, če imaš za sabo Marijo, ki nekako bdi nad družino, nad družinskimi člani, ne. To se je vedno mi ven izjedrilo iz teh naših pogovorov, iz teh naših obiskov pri družinah, ne. Lepo. Jaz bi še eno anekdoto dodala, zdaj sem se spomnila ene simpatične stvari. En od mojih obiskov je bil v porodnišnici pri mamici Marički iz Slovenj Gradca, ki je rodila četvorčke.
In se Ti spomnim, si da šla v so porodnišnico. porodnišnico sem jo šla obiskati. Meni se je zdelo samoumevno, da si bo za katoliško novinarko vzela čas. Pol, ko sem jaz rodila, ni bilo več samoumevno, da dobiš Ni, ne. obisk v porodnišnico. Ampak ona je imela tam v Pa si bistvu dosti želela. Okay. Ne, dosti suporta in si jo vzela pol urice zame. Zanimivo, da so pol ti njihovi otroci, Kavčičevi, pisali k nam na Maurico, pol so rastli z najstom. In potem na vsem lepem enkrat se pojavi Patricija Kavčič, zdaj se piše že Gril, in reče, ja, jaz imam pa 4 mlajše brate. Aha, A niso trojčki? ne, četverčki. Nekega lepega dne pride Lovro na uredniški sestanek Najsta kot član uredniškega odbora. Smo ga pritegnili k sodelovanju, odlično, ne, si rečeš, v bistvu čas res teče, poglej to. In pričevanja, ki so bila noter, ena ima zelo lepe izteke. Verjamem, da kakšne tudi težke, ampak nekatere se pa prav iztečejo z enim velikim blagoslovom. No, če bi jaz podelila en tak obisk, ki mi je postal v spominu še posebej, bi izpostavila pa ta zakonca Košir iz Suhega Dola pri Šentjoštu. Sta pa zgubila, sem pa šla na pogovor, na intervju o tem, kako sta ona dva žalovala za svojim sinom, ki je 17-letni umrl v prometni nesreči. In me je bilo toliko strah, ker na take intervjuje je toliko težko, ker tako hitro rečeš kaj narobe, tako hitro, ne vem, nimamo besed, s katerimi bi se izražali. Se mi zdi, da smo na tem področju okrog smrti, žalovanja, sočutja, toliko bosi, ne vem, vse jasno. In sem res prav molila sem in sem si toliko prav, rabila sem eno pomoč, da to speljem. Ampak je bil pa toliko lep pogovor, ganljiv, iskren, pa hkrati en tak mir, no. Ne moram reči glih veselje, ampak en mir pa vsekakor, no. Tako ena taka res božja bližina, pa ko vidiš, da so ljudje dali eno težko stvar čez, pa jo sprejemajo tako v neki luči te večnosti, a ne, da je neko upanje, da se bomo po smrti vsi srečali in kako sta, v bistvu sem začutila, no, da sta si ona dva želela drugim staršem tudi pomagati v izkušnji mogoče, ki bi njih to tudi doletela, no, tako sem bila res, to je bil en tak pogovor, ki me je zelo zaznamoval in sem zelo hvaležna, no, da smo lahko to objavili tudi v naši družini. Ja, tudi moja izkušnja je taka, po večini teh pogovorov, ne, tudi za družino, našo družino, je potem vedno pri slovesu, ne, ob tem nasvidenje, ne, so še vidimo kdaj, ne, pa upamo, da bodo te naši stavki, naša misli, ki smo jih povedali, ne, komu pomoč, ne. Ne zato, da bi nekdo se pač želel slavo ali se metal ven, po domače povedano, ampak da pač je nekomu pomoč. Ti si imel zdaj pred kratkim en zelo zanimiv pogovor z dvema starejšima, 90-letna že, a ne? Ja, 90-letna, vsa dva naša, ja. Iz župnije Ruše. Ja, zelo zanimiva. Zanimiva gospa in gospod, gospod je še zdaj zelo humorističen in tako naprej. Dala sta pa marsikaj skozi, ja. Mala sta marsikaj skozi, tudi živeli so v eni taki dansko štali, v eni sobici, izbici. Jaz se to danes ne predstavljam, na kakšen način so dali vse ta življenje skozi. Ampak danes pa tako pozitivna, polna veselja do življenja, hudomušna, tako da ja. Ti pogovori bogatijo v končni fazi tudi nas, ne, novinarje, ki gremo k njim, ne. Ana, kaj pa tebe? Se strinjaš, Kateri pogovor te je najbolj zaznamoval, ali pa tako, da ga imaš najbolj sveže v spominu? Zdaj, da bi prav izpostavila en pogovor, ga težko, zato ker se mi zdi, da vsak ti tako prinese eno, tako kot si ti rekel, no, da te napolni. Meni najbolj to všeč, ko greš ne od samo družine, ali je lahko področje, ki ga nekdo pokriva, pa se z njim pogovarjaš. Da v bistvu lahko greš utrujen tja, pa greš kar spočiti nazaj, oziroma poln neke energije, no. Se pravi, meni so vedno najbolj pri srcu tisti intervjuji z navadnimi, povprečnimi ljudmi,
ki sami sebe niti ne želijo izpostavljati, ampak na koncu ugotoviš, da imajo nekaj posebnega v sebi in da vsak ima nekaj zapovedati. No, tako. Na koncu ugotoviš, da sploh niso povprečni. Ne. Ne, ja. V bistvu Da mi so kot vsi- novinarji moramo ja. pol to izvrtati iz njih, kar je tisto Da so vsi, posebno. ja. Ne? Ja. Ana, kakšna je prihodnost naše družine? Prihodnost naše družine v bistvu ostaja tednik. Sama forma se trenutno ne bo še kaj preveč spreminjala, zato ker konec koncev je bila 4 leta nazaj res velika sprememba narejena, tako da se mi zdi prav, da bralcem kar še nekaj časa ohranimo tako, kot je. Je pa zdaj z novim letom bomo spet malo oživili družinske izlete, bo enkrat mesečno noter, tako da malo tudi damo kakšno spodbudo, kam lahko družine grejo na izlet. Potem tudi enkrat mesečno bomo dali razmišljanja na temo Laudato Si. Rubrika se bo imenovala Prisluhnimo stvarstvu, da tudi obudimo to, kar se papež Frančišek zavzema, da skrbimo za svoje okolje, za svoje stvarstvo in da to tudi prinesemo med ljudi, ki lahko vsak od nas kaj prispeva. Drugače pa ostajamo pri družinah, predstavitvah družin, zanimivih tem za mlade, srednje generacije, starejše, tako da mislim, da bo za vsakega kaj primernega za prebrati. Ana Rupar, Carlos Modiš, Mojca Purger, Barbara Kastelec, pater Vinko Škafar, ki ga ni tukaj. ki ga ni tukaj. Pozdravimo. Pozdravljamo. Ja, Zaključujemo ta pogovor in vzamite v roke našo družino. In pa poglejte jo tudi na spletni strani in na našem Facebooku.